Brežice, gospod Patricija Čudar. In z nami tudi ena izmed soavtoric nocojšnje razstave, in sicer Petra Stepančič iz Dolenjskega muzeja Novo mesto. Prijazen pozdrav prenašam tudi od naše direktorice Alenke Črnelič-Krošelj, ki je nocoj zaradi bolezni žal odsotna. Razstava, ki predstavlja 12 zgodb, jo je vse ustvarilo 12 avtorjev, 11 avtoric in en avtor iz skupno kar 9 muzejev. In sicer Brena Perko iz Dolenjskega muzeja, Snežana Kalinja in Nadja Trčon iz Primorskega muzeja Sergej Mašera Piran, Maša Sakara in Špela Unk iz Pokrinjskega muzeja Koper, Petra Stepančič iz Dolenjskega muzeja Novo mesto, Barbara Trnovec in Maja Mausovac iz Pokrinjskega muzeja Celje, Karla Oder iz Koroškega Pokrinjskega muzeja, Aleksandr Nestorovič iz Pokrinjskega muzeja Ormož, Jože Štuki iz Loškega muzeja Škofja Loka in sodelavke Posavskega muzeja Brežice, kot so mi Jana Kuhar in Božo Lorber. Razstava je zasnovana kot skupna predstavitev zbranih muzejskih predmetov, ki so interpretirani skozi mitološke teme in sodobnimi pripovedmi. Osrednja tema je namenjena ženskim zgodbam, ki skozi različne družbene vloge studira vprašanja o položaju žensk v sodobni družbi in vodi k kritičnemu razmisliku v sodobnih ženskih gibanjih. Razstava je svoj pot pričela v Dolenjskem muzeju v Kranju in je tam prišla iz Pokrinjskega muzeja Celje. Še preden pa predam besedo soavtoricama razstave sodelavkama kustosimi Jani Kuhar in Božo Lorber. Pa lepo pozdravljam med nami tudi našo nocojšnjo glasbeno gostjo in sicer Ano Jagriš, učenka 6. razreda CITER v glasbeni šoli Brežice in njeno mentorico, profesorico Anito Dešec. Skozi muzejske predmete je nastala že v preteklem letu v sodelovanju z 9 muzeji pod vodstvom dr. Verene Vidrih Perko. Ženske zgodbe je sooblikovalo 11 postostin in kustot z 12 zgodbami. Med njimi je tudi mitska zgodba o ugrabljeni Evropi iz zrcalnega obloka Viteške dvorane gradu Brežice, ki je del freske Frančiška Karla Remba iz leta 1703. Grafični element, ki hkrati povezuje in označuje ženske zgodbe, je v japonski tehniki Kintsugi restaurirano drevo z groba Anne Kalin, pisateljice, novinarke, svetovne popotnice, ženske, ki je tedaj presegala vse meje mogočega. Morda pa to drevo lahko povežemo z ugrabljeno semitsko princeso Evropo, ki jo je Zeus odložil na obrežju v Gortini na Kreti, kjer se je pokazal v svoji pravi podobi. Zimzelena Platana ob izviru je po verovanju ljudi dejala zavetje postali smrtnice Evrope in preobraženega Zeusa. Ob motivu ugrabitve Evrope z mitološko pripovedko o Evropi princesi feničanskega kralja Agenorja in Telefanse, ki jo je ugrabil Zeus, Olimpa, spremenjen v bika in izkrunitvijo podaril nesmrtnost, izpostavljamo boginjo Evropo, najprej smrtnico, žensko, ugrabljeno in skrunjeno, kot veliko alma mater, ki je povezana z rojstvom celine, torej Evrope. Boginja Evropa velja za mater evropejcev in predstavlja jasen arhetip, žensko energijo kreacija, ustvarjanja in rojevanja novega. V preteklem letu, ko je nastajala razstava in času, to je bilo v času redefinicije kaznivega dejanja posilstva v Sloveniji in številnih spolnih zlorab,
traumatičnih dogodkov z daljnosežnimi uničevalnimi posledicami in danes zaradi dogodkov v ukrajinski Buči je potrebno prepoznati tudi temno plat mita o ugrabitvi Evrope, ki je najprej smrtnica, ženska, ugrabljena in posiljena. In iz antične mitološke zgodbe o Evropi, torej izhaja ime celina Evropa, ki so jo skozi čas interpretirali seveda v različnih kontekstih, tako kot zgodovino samo. Upodobitev ugrabitve Evrope s freske naše viteške dvorane sodi med manj znane upodobitve mita o Evropi, čeprav je bil prav ta s temačno platno o ugrabitvi in prilastitvi med najbolj priljubljenimi motivi že od antike pa vse do danes. Kot zanimivost naj spostavim, da so pregovorno zadržani Angleži ob drugih volitvah v Evropski parlament izdali znamko z upodobitvijo Evrope na biku. V Ljubljani je bil postavljen spomenik Evropi v spomin na evropsko priznanje Slovenije kot samostojne republike in oboje torej priča, da je mit o Evropi kako aktualen še danes. Likovno upodabljanje Evrope pa se je začelo v antiki, obudilo kasneje v obdobju renesanse in razmahnilo v baroku. Ob splošnem poznavanju antike, pesnitev in dram grških pesnikov in dramatikov, torej Homerja, Hezoida, Aeschila, Sofoklesa in Euripida, ter rimskega pesnika Vergila, so bile v obdobju zgodnega baroka posebej aktualne uvidje v metamorfoze, za izdajo katerih je poskrbel Janez Vajkard Valvazor leta 1680 na Bogašperku. Poznavanje antike je bilo obvezno in splošno, uvidjeve metamorfoze tedaj aktualno dnevno branje, zato so prav te dramatične mitološke zgodbe postale navdih mnogim naročnikom in njihovim ustvarjalcem. Dr. Jože Kastelic je izpostavil, da je v Brežicah in Palači v Zeni Deligi v Izoli Ovid postal likovno viden, čeprav se na baročnih freskah prizori bolj mitološki kot zgodovinski, predvsem pa alegorični, ker je v izbiri prizorov razvidna aluzija na plemiškega naročnika. Prav Ovidova mojstrovina antične poezije z dramatičnim mitološkim motivom ugrabitve Evrope je postala navdih naročnikoma fresk viteške dvorane gradu Brežice, Ignacu Mariji Grofu Atensu in soprogi grofici Mariji Regini, rojeni Durmbrand Stupak in seveda mlademu slikarju Frančišku Karlu Rembo, tedaj staremu komaj 28 let. Kot na vseh področjih tudi v muzejstvu iščemo nove interpretacije in načine prezentacije, zato je razstava tudi digitalno dostopna. Vse s ciljem približati dediščino raznolikim javnostim in opozoriti na lokalno dediščino, ki je v času, ko je nastajala, šla v korak z razvojem evropskega kulturnega prostora. Cilj je seveda takšno dediščino, ki to okolje identificira in ima tudi cilj v stavbi državnega pomena, z mnogovrstnim povezovanjem vključevati v prezentacijo celovitejše prepoznavnosti. In na koncu mi dovolite, da se zahvalim kolegici, arheologi Jani Kuhar, ki me je navdušila s tematiko razstave, direktorici Alenki Černelič-Krošelj za podporo pri sodelovanju in predvsem vodji projekta dr. Vereni Vidrih-Perko, ki je z navdušenjem sprejela predlagano žensko mitološko zgodbo, vezano na motiv z baročne freske in viteške dvorane gradu Brežice. Hvala lepa. Uvod v predstavitev razstave. Torej, razstava ženske zgodbe, ki je pripotovala v Brežice preko Kranja, kjer je bila prvič postavljena, na to Ptuja in na zadnje Celja, odkud smo jo pripeljali. Iz Brežic pa se seli naprej še v Novo mesto in dalje. Vas torej pričakuje v prvem prostoru galerije. Nastala je pa razstava kot, torej osnova razstave je bila misel na številne vloge žensk, ki so jih ženske imele v preteklosti in skozi te številne vloge tudi razmislek o vlogah žensk v sedanjosti, v sodobnosti in seveda kritičen razmislek o položaju žensk v sodobnosti. In skozi te pretekle pripovedi, ki smo jih
skozi 12 zgodb zbrani, so se nam razkrivale številne vloge od prazgodovine do sodobnosti, torej vloge kneginje v razkošni opravi, žrtvovane keltinje, matere, ki je izgubila svojega otroka, cesarice, premagane cesarice Kleopatre, do prvih pomorščaki, do žensk, ki so opravljale težaška dela v metalurški industriji. Torej, vse te zgodbe bomo predstavili, jaz bom pa najprej svojo to zgodbo nakratko predstavila, ker je vezana na naš prostor. Torej, ta zgodba, ki jo sama predstavljam, se je pa zapisala tudi zelo blizu, na Senišču, v Brežicah, kjer vemo, da je v 3. in 2. stoletju, pred našim štetjem, bilo obsežno grobišče iz časa mlajše železne dobe, kjer so bili pokopani torej predstavniki keltske skupnosti, ki jih poznamo pod imenom Tauriski. Tam je bilo odkritih že okrog 160 grobov, iz časa okrog 250 do 150 pred našim štetjem. No in jaz sem nekako podrobno gled vzela enega od teh grobov, v katerem je morda zapisana tudi neka zanimiva ženska zgodba. Torej gre za to, da več kot tretjina teh grobov je bojevniških. Ampak eden od teh grobov, ki nosi številko zaporedno, tako kot je kopali, številko 46, je vseboval posmrtne ostanke moškega in ženske. Moški je imel izrazite bojevniške pridatke, torej vse to, kar so tedaj prilagali pokojnim bojevnikom v grob, meč, britev, brus, škarje, železno figulo, torej taki zelo tipični bojevniški pridatki. Poleg njega je pa pokopana tudi ženska z malo skromnejšimi grobnimi pridatki, njo so pa pokopali z bronasto verižico in v grobu so bile še 3 steklene modre jagode in 3 januarne jagode. Očitno je, da je pokop sočasen. Zdaj, kaj se je zgodilo, da sta ona dva hkrati torej bila pokopana? Ta njuna sočasna smrt je torej tisto, kar recimo postavlja arheologom vprašanje. Torej, možnosti je seveda več. Verjetno ne bomo nikoli vedeli, kaj se je v resnici zgodilo. Torej, lahko, da je šlo za neko epidemijo, kjer so ljudje umirali hkrati. Lahko je možnost nesreče, no. Vemo pa tudi, da je recimo Gaj Julij Cezar, ko je preučeval Kelte, seveda Rimljani so se zelo veliko ukvarjali s Kelti kot svojimi sovražniki, nasprotniki in so tudi cesarji zgodovine, ki so jih preučevali in tako je Gaj Julij Cezar omenja pri Keltih v Galiji tudi ta obred žrtvovanja sužnje oziroma žene na grobu pokojnega bojevnika. Tako da ta možnost žrtvovanja ni izključena. Poleg tega pa tudi vemo, da te večkratni pokopi pri keltskih teorijskih niso izjema. Imamo tudi 2 taka večkratna pokopa, poznamo iz Dobove, kjer pa grobišče ni tako zelo podrobno raziskano. Tako da to je recimo ta zgodba, ki jo sama predstavljam. In seveda, kaj se pa ob tem se pa seveda sprašujemo tudi, na kakšen način je ta ženska, ki je bila žrtvovana, če je bila žrtvovana, na kakšen način je dojemala to svojo vlogo, kot ko je pospremila tega bojevnika na zadnjo pot. Ali je bilo strah, je bila mogoče ponosna, si je mogoče celo to želela, je verjela. Torej, to so tisti razmisleki, mogoče, ki si bomo danes postavili, ko bomo si odgovarjali predstavo. Seveda, ženske zgodbe, ki se pišejo še danes, so zelo različne. Smo pa, nažalost, priča nekemu zgodovinskemu obdobju, ko se pišejo tudi zelo tragične zgodbe. In mogoče bom to svojo pripoved danes se ključila s to mislijo na te ženske, ki so morale pa zapustiti svoje domove, svoje družine in pobegniti iz domovine. In recimo z upanjem, da bomo z poznavanjem zgodovine in s humanističnim premislekom in razmislekom, pa nekoč kot človeštvo, pa lahko neke boljše zgodbe spisali. Hvala lepa za pozornost. In seveda, mogoče nismo še pomeni kataloga, v predstavi je šel tudi razstavni katalog, kjer so vse te zgodbe predstavljene. Ste vabljeni v pogledu. Hvala lepa.
sicer Ana Jagršan bo zaigrala valček za njo. Danes vzeli čas, da se pridružite k otvoritvi te razstave. Priznam, da mi je v posebno veselje, da je meni namenjena ta vloga otvoritve razstave, ki nosi naslov ženske zgodbe. Zgodbe 12 žensk, ki bo do prav gotovo razstavljene marsikateremu obiskovalcu vzbudile vprašanje položaja ženske v družbi, ki se mogoče danes zdi že zaprto, rešeno in tudi mogoče s katerim novim vprašanjem, pa vendar se mi zdi, da je tisto, s katerim se moramo vedno znova ukvarjati. Tudi zato, ker se tudi sama velikokrat znajdem v prostoru, kjer sem kot ženska v manjšini in v istem prostoru z moškimi velikokrat merim sama sebe oziroma imam občutek, da merijo drugi mene. Ali sem dovolj dobra, katere so tiste lastnosti moških, ki jih postavljajo in dajejo naprej in kako potem te lastnosti doseči oziroma kako biti v tej isti tekmi z njimi. Velikokrat se mi zdi, da ko stopimo, da sem že v štartu nekako postavljena na pozicijo, da jim gledam v hrbet. In potem ugotavljam, da dejansko nima smisla težiti k enakosti, nima smisla razmišljati o tem, katere in kako postati isti v tej tekmi, temveč, da je čar te tekme, da sem drugačna, ker dejansko ne morem biti enaka, ker nisem moški in da je dejansko v tem prostoru lahko nekako skupaj zgradimo zgodbo ravno s tem prepoznavanjem in upoštevanjem drugačnosti. Zato si želim, ker menim, da še vedno ni rešeno vprašanje, da vedno znova odpiramo vprašanje te enakosti med spoloma, ženskim in moškim, med različnimi spoli in da dejansko se zavedamo drugačnosti, ker samo na tak način lahko izgradimo v skupnem prostoru neke boljše zgodbe. To je družbeno vprašanje, vprašanje prostora, v katerem živimo. Se mi pa zdi, da je pomembno tudi vprašanje ženske v njenem privatnem prostoru, v njenem domu, v tem nekem osebnem življenju. Pa če spet izhajam iz sebe, vse vloge, ki mi jih je dodelilo to življenje, na katere sem izredno ponosna, od vloge matere, vloge žene, tete, botre, sestre, ščirke, vnukinje, prijateljice, sosede, potem občasne vrtnarke in še katere, ki jo poskušam izpolniti. In se velikokrat znajdem v dilemi, ali sem dovolj dobra, ali v bistvu sem te naloge opravila
tako, kot sem si jih želela in vedno znova spoznavam, kako dejansko ženske z čustvi, ki v naše življenje vnašajo tako široko paleto barv in potem še zelo veliko nijans posamezne barve, smo premnogokrat prekritične, prezahtevne, zelo stroge same do sebe in si ne dovoljujemo nekih napak. Želim si, da bi si dejansko dovolile tudi nepopolnost, ker je mogoče ravno ta nepopolnost tista, ki nas bo v nekem trenutku postavila korak naprej, če si jo bomo seveda dovolile. Tako da jaz se iskreno veselim ogleda razstave, si želim, da bi razstava bila deležna čim širšega kroga obiskovalcev in si želim, da bi vzbudila čim več vprašanj o posameznih od 12 predstavljenih ženskah in skozi ta vprašanje mogoče tudi v kakšni ženski danes pri posamezniku v njegovem osebnem življenju. Tako da vem, da razstava postavlja verjetno ključno vprašanje, ali je čas prinesel kaj ženski v plus, ali jo je mogoče postavil celo v minus, ali je ženska skozi čas v družbi napredovala, ali dejansko je družba z žensko vlogo dobila. Tako da želim si, da dejansko skozi razstavo najdemo katerega od odgovorov na to vprašanje, ki verjamem, da si jih zastavlja marsikatera od žensk. S temi besedami nekako želim vsem nam danes prijetno druženje in to priložnost, da si prvi ogledamo to razstavo tukaj v Posavskem muzeju in pa seveda razstavi čim več obiskovalcev. Tako da hvala avtoricam, hvala vsem, ki ste prispevali, da se dejansko ustavila na svojem popotovanju tudi v Brežice. Preden pa vas povabim na samo gled razstave, bi se rad tudi zahvalil vsem danes prisotnim, najprej seveda so avtoricam, torej Petri Stepančič. Če lahko aplavz. Potem Oži Lorber. Seveda Jani Puhar. In pa seveda današnji glasbeni gosti, Ani Jagrič. In seveda njeni mentorici, profesorici Mentorici. Še enkrat prijazno vabim za zadnjo točko Arno Jagrič.